Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav z Ljudskega vrta. Pred nami je torej zadnje dejanje 15. kroga prve lige Telemach, prav zadnja tekma kroga pa naj bi bila vsaj na papirju tudi najzanimivejša, kajti v derbiju nocoj Maribor gosti vodilni Koper. Če sem omenjal, da je Koper neporažen v gosteh v tej sezoni, Maribor v Ljudskem vrtu na 7 tekmah, en poraz. Tu je zdaj priložnost za Lamina Kolija. Gostitelje obene pa Maribor oziroma Koper v tej sezoni morda celo najnevarnejša ekipa, kar se tiče proti napadov. No, sedlec iz avta Koli. Se je znašel spet Lamin Koli, ki išče položaj za strel. Bede Osuđi, Kuberac, dolga, visoka podaja za Kolija. Zdaj se ponuja Peris, to zna biti nevarno. Peris je sprožil to, da pravega zaključnega strela. Milec. Se je zdaj odkril Šugel do strela, brani Golubović, ostaje 0:0. Prva res lepa priložnost tudi za Maribor. Repas ima spet nekoliko več prostora, zdaj se ponuja na levi strani še Sikošek, podaja pod tleh, krasna akcija, Modrinski za 1:0, krasna akcija Maribora, ki je vendarle unovčil premoč in pritisk in seveda izrazito terensko premoč. Modrinski do tretjega gola, tu so viole. In pa zadovoljen, pa čeprav tega ne kaže v tem trenutku, Radovan Karanović, tretji zadetek za 29-letnega srbskega napadalca, krasna akcija. Potem na derbiju v Ljudskem vrtu remi brez zadetkov in 2 zmagi doma proti Radomljam z 1:0 in na zadnje v prejšnjem krogu proti Taboru. Priložnost za Kolija, ostaja 1:0, kakšna priložnost za, zdaj napaka, priložnost za Maribor. Modrinski, 2:0, kakšna napaka, kakšen kiks vratarja Golubovića. In zdaj končno tudi sijajno vzdušje v Ljudskem vrtu. Oba zadetka za Maribor je prispeval prav Ognjen Modrinski. 42. in 61. minuta, četrti zadetek za srbskega napadalca. Toda kakšna napaka vratarja Golubovića, podarjena žoga. Z nekaj sreče je našel Modrinskega, ki je reagiral sijajno. Modrinski, strel na prvo, tokrat žoga mimo vrat. Pešter Tičić. Oštrek se je odločil za preigravanje, lepa poteza Oštreka in potem strel preveč po sredini. Milec. Dolga podaja Milca, krasna žoga za Sirka. Sirk se je odločil za strel, a žogo zadev preslabo Malik Seluki. Oštrek pred vrata, neugodna situacija za Juga. 21-letni Francoz maroških korenin je prišel iz francoske Nice, tu je zdaj Repas, priložnost za Repasa, ki išče položaj za strel. Repas na koncu in prešibko Alvir. Še minuta do konca rednega dela tekme. Mislim, da bomo videli kakšne 3 minute dodatka. Odlično zdaj preigrava Seluki in na pravem mestu Adnan Golubović ostaja. Radovan Karanović, čestitke za 3 točke. Maribor je na vrhu lestvice, lepa zmaga. Umiranja v lepoti sicer ne na eni, na drugi strani ni bilo, kot ste napovedovali. Kako ste videli tole tekmo? Jaz čestitam mojim igralcem na današnjem odnosu na tekmi. Jaz mislim, da smo sigurno tekmo zmagali zasluženo. Definitivno, da smo danes, bi rekel, prikazali eno igro, katera je lahko samo en vzorec tistega, kar želimo igrati. In v obrambi ste spet zadržali ničlo, kar je res dodatna pozitivna plat.
Tako, zelo mi je všeč, da še enkrat nismo dobili zadetka. Ko je ekipa kompaktna, sigurno, da tudi do tega pride. Se pravi, želimo biti dobri in v fazi obrambe, in v fazi napada. Najlepša hvala. Zoran Zeljković, niz neporaženosti v gosteh je končan v 15. krogu. Točke so šle, ampak verjetno vas bolj kot izguba točk boli sam način. Bili ste izrazito nezadovoljni z igro. Ja, sigurno, bili smo zelo slabi, pod pritiskom smo slabo igrali, nismo si dovolj upali, nismo bili v tem delu kvalitetni in Maribor je več kot zasluženo zmagal. Dejali ste pred tekmo, ne bo veliko priložnosti, morali jih bomo izkoristiti, niste jih. Bilo je kar veliko težav tudi v tistih bolj elementarnih delih igre s podajami in tako naprej. Je to tudi odraz utrujenosti v zadnjih dnevih? Ne, mislim, da ni. Iskreno moram prevzeti odgovornost, kajti veliko sem rotiral. Vedel sem, da grem malo tudi s tem v rizik, tako da največji krivec za poraz sem jaz. Najlepša hvala.